Zakonca Južna sta se z več kot pol milijarde skupnega premoženja prvič uvrstila na vrh lestvice najbogatejših Slovencev. Svoje premoženje sta povečala za skoraj polovico. Njuno krovno podjetje Perspektiva združuje 25 podjetij doma in tujini. Med njimi so CGP, Tiskarna Novo mesto in Lisca. Deleže imata tudi v Petrolu in Telekomu. Z njima se je tudi o odnosih z aktualno vlado pogovarjala Manca Turk. Dan potem, ko sta se tudi uradno zasidrala na vrh lestvice najbogatejših, pri čemer njuno osebno premoženje v oceno revije Finance Manager ni vključeno, zakonca Južna prvo mesto opisujeta kot abstraktno številko. Ali smo res prvi, se pravim, jaz še vedno ne vem, koliko ima kdo premoženja, ker ga tudi oni ne morejo najti. Se mogoče ima kdo v sefu 500 milijonov, pa ga niso najdli. Ambicioznost, obvladovana tveganja, vztrajnost, drzne odločitve so po njunih besedah ključni za uspeh. Vloge v pol milijarde težkem poslovnem imperiju, ki vključuje gradbeništvo, tiskarstvo, modo in naložbe, sta si razdelila. Veste, kaj je najtežje vprašanje? Recimo smo v kakšni gostilni in Dareta vpraša kakšna kelnarca ali pa ne vem, pač nekdo. Kaj pa vi delate? S čim se pa vi ukvarjate? Vprašaj me, kaj delaš ti? Dobro vprašanje, kaj pa jaz delam? Jaz v bistvu nič ne delam, se to res. Se nič ne delam. Računovodstvo, finance, revizijo je prevzela ona, na fronti, kot pravi sam, je on. Mi dva delamo vsak dan, tako rekoč. Lejte, to je takšen stil življenja, bi jaz temu rekla, ne? Posel odmislita zgolj na dopustu, pa še to ne v celoti pripovedujeta. Mi še Darjo ob 10 zvečer na posli reče, a se spomniš, kaj pa to, ne? Recimo, ne? Res je. Skozi je nekaj... Ali pa zjutraj. Najboljše ideje se rojevajo zjutraj. Recimo tako v kopalnici, razumete? Se zbudiš, čisti možgani in včasih mi Dare reče, veš tisto in veste, da jaz pogodim, o čem on misli. Razvade, dobra hrana in vino. Rada se druživa, plešava rada. Dosti žurk imamo, no, moramo reči. Mi kar veliko žuriramo, ne. In poslovno, in privat, in drugačne. A do zabave ima ni bilo leta 2013. Najprej je sodišče Darja Južno spoznalo krivega zlorabe položaja in pranja denarja v primeru CGP. S tožilstvom se je pogodil, poleg 1 300 000 evrov težke kazni, pa je moral opraviti še več kot 1200 ur družbeno koristnega dela. Dobro, zdaj, težko je zdaj v 2-3 stavkih povedati. Dejansko je bila, bom rekel, obsodba peljana proti meni in še nekaterim direktorjem, zaradi tega, da smo pač enostavno izčrpavali, na nek način probali izčrpavati svoje lastno podjetje. Oškodovati. Podjetje je bilo naše, ne? In mi nismo nič oškodovali in pol seveda smo mogli mi ta denar vrniti. Jaz sem mogel vrniti svoji firmi 4,5 milijona evrov. Drugi udarec, zakon o bančništvu, ki je po njunih besedah čez noč izbrisal 29 milijonov evrov podrejenega dolga. 2013 ni bilo lepo leto za nas. A je bilo najslabše v vajni karieri? Najtežje, sigurno. Zagotovo. Sigurno najtežje leto. Zagotovo. Z naskokom najtežje leto. Komaj smo čakali, da se konča. Ampak koliko se Komaj smo čakali, da se konča. Ampak leto se konča, začne se novo. Kot slabo in nestabilno opisujeta trenutno gospodarsko klimo v državi. Davki so po njunem mnenju previsoki, socialne pomoči, pravita, je preveč. Ker je premajhna razlika med plačo, ki bi jo dobili, in med socialno podporo, to pa ni prav. Premajhna razlika je in ta razlika bi mogla biti večja. Še bolj kritična pa sta ob vprašanju o Petrolu, kjer imata 10-odstotni delež. Vesna Južna je tudi predsednica nadzornega sveta. Spomnimo, vlada je junija regulacijo razširila na hitre ceste in avtoceste, kar je na noge dvignilo naftne trgovce na čelu s Petrolom. Sledil je protiudarec, opozorilno so zaprli 4 črpalke. Ta vlada je naredila ogromno škodo naftnim trgovcem, Petrolu in ostalim naftnim trgovcem. Jaz mislim, da je napačno predvidevanje, da se katerakoli firma maščuje, v tem primeru Petrol maščuje vladi. Jaz mislim, da oni kažejo vsem prebivalkam in prebivalcem, zakaj jim v resnici gre. Za navadno požrešnost po dobičku. Na Hrvaškem je gorivo cenejše kot v Sloveniji, cenejše in višje marže so. Torej si Hrvaška država vzame manj, Slovenska si pa vzame več. Kdo je tle zdaj pohlepen?
ali naftni trgovci ali država. Novih deležev v Petrolu ne nameravata kupovati, napovedujeta pa nove investicije in nakupe podjetij. Trenutno imata na radarju 5 tarč in upokojitev, dokler bosta lahko, bosta delala.